Dobrodošli in pozdravljeni v popotniškem stepu. Z vami sem moderator Tilen Nipič, ki bom danes moderiral oziroma vodil dogodek. Tokrat nadaljujemo z obiskom oziroma odkrivanjem Združenih arabskih emiratov preko Matejinega potovanja. Za začetek pa še za tiste, ki ste danes z nami prvič, torej oddajo organizira Popotniško združenje Slovenije z Mladinskim kulturnim centrom Maribor. Prav tako to je eden izmed projektov Popotniškega združenja, kot je tudi spletni časopis Globetrotter, v katerem lahko najdete številne zanimive popotniške članke, nasvete in tako naprej, in je dostopen prosto na spletni strani združenja. Tako da vabljeni k branju. Kot sem že povedal, z nami je danes ponovno Mateja Mazganci-Negačnik, izkušena popotnica, prostovoljka Popotniškega združenja in tudi jamarska reševalka. Lahko nadaljujemo tam, ko smo nazadnje končali, in to je, mislim, da pot iz Abu Dhabija v Dubaj, če se ne motim, ne? In na tej točki bi predal besedo Mateji. Ja, pozdravljeni. Za tiste, ki mogoče niste prejšnjič sledili, da povem, da smo po Emiratih potovali skupaj kar cela družina. Torej moj mož, najina osnovnošolska otroka, od moža starša, torej moj tast in tašča, od moža babica v 89. letu starosti takrat, lansko leto, in pa tudi moja mama. Marsikomu mogoče neobičajna kombinacija, ampak mi se res izredno dobro razumemo in smo najbolj srečni, ko smo skupaj na potovanju, čeprav je seveda kar nekaj prilagajanj, tako da je za vse prav, vsakemu se je treba nekako prilagoditi. In pač zato naredimo neko selekcijo, kaj bomo videli, da bo za vse zanimivo, in potem do zdaj je še vedno vse super steklo in verjamem, da bo še kako tako zanimivo potovanje. To je tudi lep primer, no, za vse Emiratih popotnike, pardon, Mateja, za vse popotnike, no, da vidite tudi takšne načine potovanj, oziroma kako je potovati z družino, to je tudi veliko praktičnih nasvetov lahko izveste, no, iz prve roke. Tako kot je recimo to potovanje Mateje in njene družine. Ja. Torej, ko potujemo kot cela družina, je seveda zelo dobro, da se prej organizira predvsem prenočišče, da se ne bi kdaj zgodilo, da bi porabili preveč časa pa z iskanjem tega, ker nas je le veliko in ni tako enostavno najti tako ustrezno pa še ugodno prenočišče, kot pa če potujeta samo dva. Potem naprej tudi rezerviramo vozilo, avto, in pa jaz naredim okvirni plan, kaj si ogledati, tako da vsaj ostali starejši malo vejo, kaj jih čaka. In pa seveda tukaj ne smem pozabiti, zavarovanje, sploh za starejše osebe, je zelo dobro zelo dobro potrebno zavarovati, ker kaj če v teh letih seveda do česa pride, ker 89. leta pa potovati v Emirate ni ravno šala. Skratka, babica je to odlično prestala in mi smo že v prejšnji oddaji povedali, da smo si ogledali Abu Dhabi, glavno mesto Emiratov, se podali v Al Ain, jezdili kamele, se vozili z bagiji, pogledali vasico duhov in sedaj pa prihajamo v Dubaj, okolici katerega smo imeli tudi nastanitev. Torej Dubaj, največje mesto v Emiratih, mi smo mu kar rekli, da je to mesto vseh presežkov, kar je možno, ker ko vidiš vse te visoke zgradbe, ki se ti zdi, da je to res nemogoče, se res ne moreš se načuditi, da je to sploh možno, da so kaj takega lahko zgradili. Seveda najvišja stavba v ozadju, ki jo vidite, najvišja stavba na svetu, Burj Khalifa, ki je visoka kar 828 metrov. To je ena izmed tistih stvari, ki jo je nujno treba videti in doživeti, če ste v Emiratih ali pač v Dubaju. Slišim, da marsikdo se odloči za potovanje v Dubaj, potem pa so ves teden v Dubaju. Bom rekla, je toliko za videti, da je to čisto razumljivo, ampak mi, kot sem že večkrat poudarila, smo res ljubitelji bolj narave, zato smo vedno več malo hiteli tudi ven, da smo videli
tudi pokrajino, pa da vidimo tudi tiste pristne domačine. Tako da mi smo zelo taki, da si mesta res običajno v krajšem času pogledamo, drugače pa nas zanima še vse ostalo. Te lahko No, na tej ampak točki tudi vprašam, iz katerega nadstropja, oziroma kako visoko približno je bila posneta ta fotografija? To je pa v 124. nadstropju, gor više pa imajo menda v lasti samo šejki, tako da, točno kakšna višina je zdaj tukaj, ne znam povedati, ampak lahko vam je jasno, da je to kar precej visoko. Je pa smiselno vstopnice tudi naprej rezervirati, zato ker je tudi, ceneje. Je pa zanimivo, da so najdražje vstopnice, drugače ob večerih. To pa zato, ker pravijo, da je tukaj čudovit sončni zahod in cena zaradi tega malce zraste. Zdaj pa, če pogledate malo okoli, vidite, da ni ravno najbolj čisto za pogled. To pa je običajno to, ker tam precej piha, včasih je pesek, včasih je pa tudi vreme tako ko en smog, čeprav ni ravno smog, no, v glavnem, ni tiste take čistine, kot če greste pri nas v gore, pa boste okoli pogledali, pa boste videli neskončno daleč. Pa še taka, v bistvu taka para je, skratka, ni tega razgleda, kakor pa bi mogoče videli kdaj na kakšni razglednici, tisto je bolj redko. Je pa zelo zanimivo za pogledati, tukaj mogoče vidite levo eno zelo visoko stolpnico, ke sta dve, ke se na vrhu skupaj držita, tam je recimo en tak bazen gor zelo velik. Tako da kakšen tak detajl smo opazili, ko smo gledali dol z vrha, sploh otroka sta bila zelo pozorna na to. Eto, ker ravno ta fotografija, lahko vidite našo družino, mi popotniki, včasih nas je bilo še več, včasih je bil zraven še že moj pokojni očim, še prej pa, ko sicer, je bila še moja oma, ki je v bistvu sploh povod, da jaz potujem, pa da tudi moja mama potuje, ker je že ona imela tisto popotniško žilico v sebi. Tako da pri nas gre nekako iz roda v rod. Eto, fotografija, ki jo imajo vsi zelo radi, vsi se postavljajo tukaj zraven teh peruti in se fotografirajo zelo visoko na Burž Kalifi. In pa predvsem je pa Burž Kalifa tudi čudovita za pogledati od spodaj navzgor, tako da nastalo je tukaj zelo veliko različnih fotografij, ker so res takšne stavbe ena lepša od druge in večina teh stavb je seveda obdana s steklom, kar daje še en tak dodatno lep pogled na njih. Kakšna pa je okolica teh stolpnic v tem primeru? To so parkovne površine verjetno okoli, s katerih je mogoče uživati v razgledu? Ja, okolica je pa tako, da je vse je tako lepo urejeno, ampak vse tako v linijah, vse tako čisto in na koncu koncev bom rekla, vse je umetno, nič ni skratka naravnega. Saj so palme, je veliko vključene tudi vode, ampak, da bi pa rekel, da je tukaj nekaj naravnega, ni prav nič v tem Dubaju nisem opazila glih naravnega, pa še tiste plaže, ki so sicer zelo lepe, ampak da bi bilo ravno kaj naravnega, pa žal ne. Pa Skratka, verjetno tako gre kot za pravim, veliko količino porabljene vode, ne, v teh parkih oziroma teh, da zaliva oziroma da namakajo te ja, to imajo površine, ne? to imajo vse, napeljane cevi, da se vse, avtomatsko zaliva. Skratka, kot pravim, to je čudovito doživeti, res je zelo lepo za videti, ampak, težko pa razumem ljudi, ko nekateri si toliko želijo iti sem živet. Mislim, zdaj pa še kaj ima kdo rad, no, jaz sem res, zelo navezana na naravo in v bistvu cela naša družina in, ne predstavljam si, da živim v takšnem mestu, ko ne bi mogla iti na sprehod v gozd, naravni gozd, v hribe, ampak ko bi stopila ven, bi bila na betonu ali pa umetni travi, kot sem tukaj, ali pa med, umetno nasajenimi palmami, če pa bi šla ven, pa bi bila po puščavi. Skratka, lepo za doživeti, manj pa verjetno za živeti tukaj. Pod Burž Kalifo imajo en tak vodni park in vsak večer imajo na vsake pol ure en tak šov z vodo in z glasbo. To je seveda brezplačno, pač ga gledaš s kateregakoli strani. In v tistem času, ko se tale šov odvija, tudi Burž Kalifa spreminja barvo. Seveda vse v ritmu glasbe. To je tako zelo prijetno doživetje in
recimo, ko smo se vozili naokoli že nadaleč, smo opazili, kdaj je ta šel, zato ker je Burj Khalifa pač spreminjala barve. Je pa tako lepo tukaj, da se splača potem počakati še na naslednje pol ure, pa spet malo gledaš, ampak zelo prijetno, res lepo. Edino, kar je tukaj, kar sem že v prejšnji epizodi povedala, da bi mogoče se zvečer želel, kdo usesti, ki je tukaj kakšen lokal, pa mogoče spiti kakšno pivo ali pa kakšen koktejlček. Če že strežejo alkohol v kakšnih, lokalih, je to nadpovprečno drago, tako da mi si tega nismo niti privoščili, ko so res nadnormalno visoke cene, ampak da se kupiti tudi alkohol po zato posebno določenih trgovinah. In kot sem že povedala, je celo cenejši v trgovinah kakor pri nas. So pa samo določene trgovine in se jih najde na internetu. Če greste v eno veliko trgovino, z živili, s pijačo, tam alkohola se ne dobi, to je samo ločeno in samo tam se prodaja samo alkohol. No, tole še nekaj od teh njihovih šovov ob večerih in pa njihovi zelo dragi in znani hoteli. Mi smo se zapeljali naokoli, da smo si jih tudi ogledali. Marsikje se da priti zelo blizu, tako da se zelo, dobro da videti te njihove zelo posebne, bogate, drage hotele in stavbe. In kjerkoli pa smo tudi rabili kakšen nasvet pa vprašali, kje, kaj, vsepovsod ti svetujejo, ni več noben problem, potovati po Emiratih. Pa še to, kar se tiče varnosti, varno je zelo, zelo. In kaj je zanimivo, da nekateri recimo, ko grejo na plažo, svoje stvari pustijo kar tam, sploh jih ne prestavijo in noben jih ne vzame. To mi je res bilo fascinantno, da je tam tako varno, kljub temu, da imajo zelo veliko tujcev. Nikjer ne opaziš, kakršnekoli policije, ampak pravijo tako, no, tega jaz nisem pač videla zraven, da če pa do česa pride, so pa takoj tam. Tako da verjetno že nekje morajo biti ali pač niso tako opazni. Lahko smo pa Tule videli še na kot prejšnjih fotografijah, zanimivost. da je zelo futuristično, ne, oziroma moderno, ko si sploh ne znamo predstavljati, ne, če še nismo obiskali takšnega mesta v živo, ko si pokazala vse te Ja. fotografije stavb, pa takšnih pravih ko kontejnerskih, naselij, ne, ki so verjetno tudi cene vrtoglave teh nepremičnin. Pa velikokrat mogoče tudi prazne, ne. Ja. Cene so verjetno, nadpovprečno visoke, to se seveda niti nismo pozanimali, ampak, tudi prenočišča, ko sem že prej v enem delu omenila, se dajo dobiti ugodne, pač res treba malo iskati. Zdaj, kako jaz iščem prenočišča, mogoče kot, zanimivost, če najdem recimo na Airbnb ali pa na Bookingu nekaj, kar mi je všeč, pa da mi mogoče cena ne odgovarja, jaz običajno tako dolgo rinem, tako dolgo iščem, da običajno mi je do zdaj še vedno ratalo najti potem kontakt od tistega lastnika in potem takoj lahko dobiš nekaj procentov ceneje, zato ker pač seveda ni provizije, tako da se da kaj, dobiti ugodneje, je pa seveda treba vložiti v to nekaj truda. No, ko še imamo zdaj to fotografijo pred sabo, to je še pa seveda tudi na Burj Khalifi kot zanimivost, tisto, ko vstopiš gor, pa steklo razpoka, ampak to je narejeno kot animacija, to ni dejansko pogled navzdol. In pa še seveda naša babica z atraktivno fotografijo ter tašča in pa moja hčerka. Še ena skupna fotografija z Burj Khalifo v ozadju in pa, ena točka, ki pa je mi nikoli ne izpustimo, če se le da, to pa je Hard Rock Cafe. Mi smo ljubitelji teh hard rock kafejev in nekako je že postalo tradicionalno, da ko potujemo po svetu, vedno obiščemo tudi te lokale, Hard Rock Cafe. Si tam privoščimo kakšno pivo, tukaj se ga je pa dalo normalno dobiti in tudi cena je bila koliko toliko normalna. In pa vedno kupimo kakšno majico, tako da tudi otroka zelo rada nosita te majice v spomin na naša potovanja. Še o teh njihovih presežkih. Skratka, tukaj te njihove zgradbe, njihova celotna infrastruktura, fenomenalne ceste in pa razsvetljava, ko smo ravno pri razsvetljavi, morda še to omenim, ko se pogovarjamo kdaj o svetlobnem onesnaževanju, če kdo pravi, da bi bilo to kje tukaj v Evropi, naj gre samo pogledat v Emirate, ko luči svetijo
po noči vse poprek, zdi se ti, kot da je beli dan in pelješ se po cesti in je tako razsvetljeno, da če tudi ne bi imel luči, bi lahko se brez problema peljal, skratka, razsvetljeno je vse. Potem njihovi trgovski centri, veliko se je že tudi tukaj pri nas govorilo o njihovem trgovskem centru, ker imajo noter smučišče, imajo 4-sedežnico, ampak da imajo pa noter pingvine, ki se sprehajajo naokoli, tega pa jaz prej nisem vedela in mi je bilo to res zanimivo. Prideš v trgovski center, ki je tako nenormalno velik, že najprej iščeš sploh, kje to, smučišče sploh je. Ko prideš tja, pa gledaš noter, kako se pingvini sprehajajo naokoli. Eto, tu še pa pogled na smučišče, tako da skratka tam zadaj lahko vidite, imajo celo zorbing, potem imajo zadaj gor, 4-sedežnico, imajo 2 težavnostni, progi. Skratka, tu se dogaja na tem smučišču marsikaj. Zanimivo za pogledati. Greš malo nakupovat in potem se lahko greš vmes tudi smučat, lahko si vso opremo tukaj sposodiš. Te lahko na tej točki še In pa, ko vprašam, sem prej govorila, vezano na prejšnji del, torej kakšno pa je na splošno nočno življenje v Dubaju ali pa recimo v Abu Dhabiju? v Abu Dhabiju je bilo zelo mirno, napram Dubaju, bi rekla. Dubaju pa veliko se dogaja, veliko je turistov, veliko se ljudje sprehajajo naokoli, grejo tudi v lokale. Skratka, skozi se, nekaj dogaja. To je res mesto, ki nudi za turiste in tudi za domačine nemogoče stvari. Če kdo hoče hoditi po muzejih, lahko hodi do večera. Če nekdo želi iti v lokale, ima ogromno restavracij, vsega, bazenov vsepovprek, skratka, ni da ni. Toliko ima stvari, da si je pač treba enostavno določiti, kaj boš si sploh šel pogledat. Tako da, kot sem že rekla, mi se pač prilagajamo naši skupini, tako da smo se tukaj seveda precej prilagodili babici, katera si je to potovanje tudi zaželela. In ona ima zelo, zelo rada rože. In kdo bi si mislil, da bo ona videla enega izmed najlepših parkov na svetu ravno v Emiratih, v deželi, ki je tako, v bistvu ima toliko puščave, noben ni pričakoval, da imajo pa tukaj, toliko rastlin. 150 milijonov cvetlic v polnem razcvetu je v tem parku. Tu v ozadju lahko vidite letalo, pravo letalo od Emiratov, ki je posajeno z rožami. In ko smo mi malo gledali bolj v detajle, torej teh 150 milijonov cvetlic v tem njihovem parku ima vsaka do svojega lončka napeljan namakalni sistem. To, ko si pač malo pobrskal, pogledal, kako to sploh funkcionira, kako je to možno, glede na to, da tukaj je zelo, zelo malo dežja. In seveda smo začeli brskati, kako je to možno, kako to oni delajo. Vsaka ima cevko napeljano. In to je res, fenomenalno za pogledati. In, v tem parku kar hodiš ene par ur, če hočeš to res vse bolj podrobno pogledati. In kaj so tukaj naredili? Zelo prijazna dežela je za starejše, za invalide. In ko smo mi prišli in ko so videli pač, babico, ki je seveda že precej v letih, so ji ponudili invalidski voziček. Dobronamerno, mi smo to tudi tako sprejeli in smo ta voziček pač vzeli. In ko je ona postala utrujena, smo rekli, da se lahko usede in smo jo enostavno pač peljali in je v bistvu zelo pozitivno, smo v bistvu to vsi sprejeli. Tako da je res, zelo, zelo dobro urejeno za starejše in za invalide. Eto, tu vidite iz grmovnice pingvini in veliko je poudarka tudi na smrkcih. Tako da, zelo zabavno za otroke, za starejše, vmes so tudi lokali, veliko je vmes klopi, tako da lahko se vmes usedeš, počivaš. Skratka, ne moreš se načuditi, da je res, kaj vse imajo tukaj. Vidimo, da je tudi tematsko obarvano, no, in res primerno, za otroke. Pa tako potem te izkušnje, ne, da ste ponudili starejši osebi, voziček, ne, Ja. dobronamerno je tudi, spet dokaz dostopnosti, o katerem smo že v prejšnjem delu govorili, ne. Res je. Tako da jaz, bi priporočala tistim, ko imajo radi cvetje, da si to pogledajo, ker, ne vem, če se še kje na svetu vidi take
presežke, kar se tiče rož, da je kaj takega sploh možno. Vidite zadaj v ozadju slon in potem tam celi grad. In to obdan s samim cvetjem. To je pa na tleh, je sicer umetna trava, levo pa desno pa so že prave rože tudi. In še enkrat pogled na to njihovo letalo, katero je v celoti obdano s pravim cvetjem, da ne bi kdo mislil, da je kje gor kaj umetnega, to je vse pravo cvetje. In vsaka ta lončnica na krilih letala in povsod ima svoj namakalni sistem. Vidimo, da je lahko celotno letalo sestavljeno iz cvetlic. In nadalje se sploh ne vidi, ne, da dejansko ni, da se to iz cvetlic izgleda res kot pravo letalo. Res je. Saj mi, ko smo to vse videli, mi smo tudi šli pogledati od blizu, ker nam je bilo, nekatere stvari so nam bile nemogoče in pa do vsega lahko dostopaš. In dejansko prideš tja, vidiš, prava roža in v najlepšem razcvetu, kar je sploh možno, da je. Potem pa imajo tukaj tudi eno tako ploščad, imajo, to je v bistvu skoraj neke vrste ležalnike, da se lahko tukaj malo spočiješ, imaš naokoli lep razgled na cvetlice, na grad, na Aladina. Ja, pa še en presežek, ki pa je tudi verjetno svetovno znan. Tudi v enem trgovskem centru v Dubaju imajo gromozanski akvarij in tale znani tunel. Že ko prideš samo not v ta akvarij, si presenečen, kaj vse tukaj vidiš, kakšne vrste živali so tukaj. Hodiš v tem tunelu, za tabo potem plavajo morski psi in vse mogoče druge morske živali. No, tole kot zanimivost lahko tudi pokukaš znotraj akvarija, da nastane kakšna zanimiva fotografija. Skratka, res zelo, zelo lepo urejen akvarij, tudi zelo zanimiv. Kar se pa tiče tukaj vstopnine, pa včasih najboljše, da se kupi mogoče kake kombinirane vstopnice v kombinaciji recimo z Burj Khalifo pa akvarij pa še mogoče karkoli drugega. S tem, da za Burj Khalifo vedno dobite točno datum pa uro, za akvarij pač lahko dostopate, kdaj želite. Glede No, takle vstopnic, pa izgleda. te še lahko vprašam na tej točki. Rekla si, da so kombinirane, ne, vstopnice za številne atrakcije, ampak obstaja kakšna recimo kartica, ko pokriva celotno destinacijo, tako vidimo v primerih dobre prakse, recimo v Avstriji pa kje druge, ko pa še dejansko skoraj vse stvari so vključene v to kartico in se na dolgi rok res splaša izkoristiti nakup česa podobnega, če si slučajno zasledila. Nekaj sem zasledila, imajo neke kartice, samo potem pač spada v tisto določene vstopnine in potem, če jih kupiš več, pa dobiš spet neki popust. Na tak način sem opazila, ker to smo tudi mi prakticirali, ampak smo potem res, mislim, določene stvari šli pogledat, kot je tale vrt, pa potem tale akvarij, pa potem Burj Khalifa. Tako da ostalih pa potem mi nismo, je pa veliko potem tudi nekih vstopnin v raznorazne muzeje, ampak enostavno vsega pač ne moreš iti pogledat, bi mogel biti res samo tam, verjetno pa si res treba čas vzeti, ja. res preučiti, koliko pa katere, da se to res splača, odvisno od res spet skupine, koliko ljudi potuje, pa kako dolgo in tako naprej. Seveda, pač kaj koga tudi zanima, ne. Tole pa na tej fotografiji se vidi pogled v ta akvarij iz samega trgovskega centra v dveh nadstropjih lahko ti opazuješ vmes v sami akvarij, tako da že to je zanimivo doživetje, mogoče za tiste, ki se v sam akvarij ne podajo, lahko že od tukaj vidijo lepi del akvarija. Eto, to je še v trgovskem centru, samo malo za primerjavo, kako je to veliko. Pa tule se dobro vidi, kake dimenzije so tega akvarija. Eto, tu smo tudi zelo dobro fotografijo naredili. In pa še v ozadju verjetno vsem zelo poznan hotel v obliki jadra in tukaj plaža v bližini, kjer sta se otroka kopala v morju, 23 stopinj je imela voda. Tako da res super doživetje za sredi zime, ko je bilo pri nas res hladno, tam pa tako toplo. Lep pogled na še na te njihove hotele. Kar se tiče kopanja, kar daleč je plitvo, to smo isto doživeli tako v Dubaju kakor tudi
v Abu Dhabi. Eto, še ena lepa fotografija za spomin. Drugače pa na plaži nikjer ni bilo gneče. Verjetno je več gneče poleti, ko je tam zares vroče, kakor pa v tem času pozimi. Čeprav je bilo nekaj turistov, ampak, kot sem rekla, nikjer ni bilo velike gneče. Kaj pa je Eto, mi pa večina smo se teh potem plaž, je večina teh plaž, prej smo se že v prvem delu pogovarjali, no, da so tiste, ki so pač plačljive, urejene le z temi ležalniki in tako naprej. Drugače je več prosto dostopnih plaž ali več teh, ki so pač plačljive, oziroma v sklopu hotelov in tako naprej? Več je prosto dostopnih, zaradi tega, ker je plaž je tam tako ali tako ogromno, ker je zelo dolga obala in to pol si lahko predstavljate, da je plaž neverjetno veliko. Tako da je zelo veliko, čisto brezplačnih in lahko dostopaš do njih, brez problema, tako da mi smo bili nekajkrat na plažah, že zaradi otrok in, nismo niti enkrat plačali. Tudi parkirnine ne, tukaj ni bilo nikjer za plačati. No, potem pa smo se mi podali še spet v druge dele Emiratov, ker smo pač želeli videti še bolj tudi notranjost in pa potem vzhodno obalo. In seveda meni je zelo hitro padlo v oči na zemljevidu, da je tam nekje vmes enklava Omana. In smo se tudi preko te enklave peljali. Tu bi lahko rekla, da smo morda naredili en prekršek, morda, ne vem, ker s tem avtom mislim, da mi čez mejo verjetno ne bi smeli, ampak ta enklava nima meje, sploh se ni, mislim, ni meje, ni nobene kontrole. Samo tabla je, da pač prideš v Oman. In ko smo se mi peljali po teh čudovitih, emiratskih cestah in ko smo prispeli torej v Oman, smo prispeli na take ceste, kot vidite tukaj. To je bilo v bistvu, bi lahko rekli skoraj v sekundi, ko si prišel prek, naenkrat je bila pa taka cesta. To kot bi odrezal iz tiste lepe asfaltirane ceste, široke, seveda, prideš na to. In mi smo potovali čez to enklavo, saj to zdaj, ni veliko, to smo bili, ne vem, v eni uri recimo čez celo enklavo ali pa mogoče malo več, ker se res zelo počasi pelješ, ker so slabe ceste. In, jaz glede na to, kar si že omenil, da sem jamarska reševalka, ja, tudi ljubiteljica jam, sem bila še posebej pozorna na to in tukaj seveda tej enklavi Oman je pa te ena jama. Sicer majhna jama, in kaj je zanimivost te jame, da ima znotraj celo vodo. Da se iti v njo, je prosto dostopna, ampak niti ni tako velika. Ne prideš tako daleč, da bi bil v čisti temi. Je vedno vsaj še malo svetlobe. Tako da, ja, sem doživela tudi eno majhno jamo na tem potovanju. Skratka, ta enklava Oman je pa čisto drugi svet. Kot da si res nekje drugje, saj si dejansko si v Omanu, ampak, glede na to, kako blizu Emiratov je to, je res čisto drugače, ampak samo zaradi infrastrukture, ne zaradi česa drugega. Pokrajina je ista, v tem delu je hribovito, to so pusti hribi, neskončno veliko jih je in isto je, tudi v emiratskem delu. No, tudi tukaj smo celo doživeli en potok, kar je redkost tam, ker vodo tako prosto, da tečejo, redko kje vidiš. Je pa bilo razvidno, da je verjetno bilo tukaj kdaj tudi kakšno neurje, ker je bila cesta ponekod zelo, zelo uničena, tako da na srečo smo imeli primeren avto tudi za take ceste. Eto, to se še malo vidi, ta njihova pokrajina. Saj na začetku ti je zanimivo, pa ti je lepo, pol pa prideš, ne vem, po kolikih kilometrih še vedno isto, pa rekla, da je še mogoče malo dolgočasna. Tole pa zdaj na vzhodni obali Emiratov, do koder smo se mi podali. In tu smo si potem seveda ogledali malo ob obali, kar smo pač videli zanimivega, to je kot en amfiteater. Sicer novejši, to ni kot, neka starinska zanimivost. In pa njihove plaže, seveda spet raj za otroke. Ja, otroka seveda sta bila zelo navdušena nad temi peščenimi plažami, tako da smo mogli se seveda zaradi njiju vsake toliko ustaviti, da sta se onadva naužila kopanja, ker tega pač pri nas seveda ni toliko, pa jim je še potem toliko bolj zanimivo. Tu pa lahko vidite, da smo bili praktično skoraj edini na plaži, ker največ ljudi seveda, ko potuje tja, grejo v prvi vrsti v Dubaj.
malo manj jih seveda že gre v Abu Dhabi, ostali kraji v Emiratih pa so že nekako turistično ne več toliko zanimivi in marsikdo pač ostale predele ne gre. Je pa to v kraju Khor Fakkan in na vrhu tega kraja je en taki hrib in gor je ena taka razgledna točka, je en lokal in predi so igrala. Tu bom lahko rekla, da je en tako čudovit razgled dol in ko pogledaš, vidiš te njihove gore okoli in okoli in vse je isto. In mi, ko smo potovali v tem delu države, bom rekla, da kamorkoli smo šli, vsepovsod je bilo isto. Vsepovsod so isti hribi, vsi so pusti, vmes ni praktično nič. Eno in edino jezero smo vmes videli, bom potem pokazala fotografije, ker je bilo že zaradi tega zanimivo, ker je bilo pač malo drugače. Drugače pa na splošno pokrajina precej pusta. Torej, redko Tak- kateri hrib vidimo, da ima nekakšno ponudbo, ne. Seveda v vročih poletnih mesecih je to skoraj nemogoče, oziroma se podajati sem, ampak drugače so pa vsi ti hribi, tako kot si povedala, pusti, verjetno tudi nobene pohodniške poti ali pa kaj podobnega. Ja. Če slučajno ste videla kaj podobnega, no. Ja, res je to, tako da tukaj tudi ni toliko turistično in potem tukaj verjetno zato tudi ne urejajo toliko, ker ne pride niti toliko turistov sem in tudi se je tukaj videlo, da niti ni toliko teh hotelov, čeprav je urejeno, infrastruktura je super, ampak izgleda, da ni toliko privlačno in pač seveda, saj kot slišimo, ko kdaj reče, da gre v Emirate, v prvi vrsti Dubaj, 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 v vsakem primeru, ne. No, v okolici smo pa potem bolj zgolj slučajno našli eno zelo zanimivo, lepo vasico, tako v kamnih, lepo za pogledati, ampak žal je bilo pač zaprto in tudi na internetu piše, da je zaprto, ampak še vseeno smo pač ta glavni del videli. To je čisto ob cesti, ko se potem smo se vračali nazaj smeri proti Dubaju. No, tukaj sem pa omenila tudi, da smo se ustavili potem še pri enem jezeru. Je bilo malo naprej od te vasice. Na prvi pogled bi mogoče rekel kdo, da je sicer naravno, ampak potem smo hitro videli, da gre tudi tukaj za jez. So pa to hitro izkoristili za turizem in tukaj vidite, da se vozijo gor en taki zanimivi čolnički na sončne celice. Tako da to je lepo tako za pogledati, turistično za otroke, zelo dobro urejeno. Na splošno igral v Emiratih je zelo veliko, tako da je zelo prijazna država za družine tole. No, tu je tudi ena taka sprehajalna promenada ob tem jezeru in potem se lahko sprehodiš do jeza in nazaj potem do parkirišča, na tole je ta jez, torej potem nazaj do parkirišča in tam je seveda kup teh igral. Tole pa še potem za konec, ko sem že v prvem delu povedala, ko smo bili v Al Ainu, v mesto blizu meje z Omanom, kjer smo se vozili s kolesi po eni izmed oaz. Tam, če se ne motim, so 3 oaze tam, takšne, ko smo jih mi doživeli. In potem smo se mi vrnili še enkrat sem v ta del, ker smo si želeli podati na en lepo razgledni vrh z avtom. No, in smo šli še spet v en trgovski center, ki pa je zelo zanimiv zaradi tega, ker zunaj tukaj je bilo že precej toplo, to je bilo že skoraj blizu 30 stopinj, notri pa imajo v sredini drsališče. Lahko si najameš drsalke in se drsaš znotraj trgovskega centra čez vso leto. No, takrat, ko smo se vrnili še enkrat sem, pa smo imeli potem srečo. Prvič torej nismo mogli gor do vrha, zato ker je bila kolesarska dirka. V drugo nam je pa uspelo in smo se pripeljali do vrha, kjer je pa potem že meja z Omanom. In smo se seveda tu parkirali in občudovali spet to njihovo žal pusto pokrajino. Na eno stran gledaš Oman, na drugo stran gledaš Emirate in vsepovsod je dejansko isto. Neskončne ravnine in pusti hribi. Takle še enkrat naša
družina, ki smo skupaj potovali. In tule se pa zelo dobro vidi, tukaj levi del je Oman, desni del tukaj, ko so pa naselja, tole so pa Emirati. Eto, to je še tukaj na vrhu. In še za zaključek, še enkrat mi, vsi skupaj. Torej, ko smo že potovali nazaj domov, pa smo se pogovarjali, da bomo verjetno spet kam šli, potem je zatem padla še ideja in smo šli z avtodomom po Korziki, takrat sicer babica ni šla zraven, je pa potem hitro izrazila željo, da bi šla pa rada v Španijo in smo letos že bili skupaj spet z njo na potovanju po Španiji. Sedaj pa je ona že 90 let stara, tako da zdaj pač pričakujemo, kaj bo naslednja ideja. Pustimo se presenetiti. Tako Zelo, še zelo lep en primer, ne, da Hvala. nikoli ni prepozno za potovanje, ne, lahko rečemo. Res je. Tu Res imam je, še par ona je vprašanj. res zanimiva, ker Mhm. izgleda, da je bila to njena želja že verjetno prej, ampak glede na to, da pač včasih niso niti toliko potovali, pa Mhm. mogoče ni izrazila svoje želje, zdaj pa, ko sem pač jaz prišla v njihovo družino, sicer že pred leti in polna idej, kaj vse videti, kaj vse doživeti, pa je začela pač izražati svoje želje in zdaj res na stara leta doživlja čudovita potovanja, tako da mi smo pa tudi zelo veseli, da je tako aktivna, kot je. Torej, lahko rečemo, da je popotništvo nalezljivo. Ja, Um, ja, je zagotovo in mislim, da sta naša dva otroka že okužena. Zelo, zelo, ja, dobra nova ugotovitev. Videli smo, da sploh pač za Emirate in takšne države je značilno veliko izumljena dediščina oziroma teh atrakcij, ki na prvi pogled delujejo tako res kot škatlice, kot smo že povedali, vendar izven Dubaja, Abu Dhabija je pa to podeželje, ki pa vidimo pač, kakšne razmere so pa tam, ne, in kako pusta je v resnici ta pokrajina in kako malo na nek način na prvi pogled ponuja, čeprav se skriva marsikaj zanimivega, kar si nam prikazala. Zanima me, kakšne so pa kaj prireditve, če ste naleteli na kakšno, ne vem, s kulturno, športno, drugo tematiko, zabaviščno in tako naprej. Zabavno, no? Kar smo mi bili priča tukaj, smo bili samo te kolesarski dirki tukaj, ki je bilo pa zelo podobno organizirano kot pri nas. Na zelo podoben način, drugače pa nismo bili na kakšnem koncertu ali kaj podobnega, ker mi smo bili tam le 8 dni v bistvu in v 8 dneh pač enostavno vsega se ne da, kolikor pač oni tam nudijo. Tako da mi smo tako ali tako imeli že natrpano po jutrih, ko smo se najedli, smo se usedli v avto, odpeljali in potem običajno vedno po temi prišli nazaj. Ampak so pa tisti takšni primeri, kot so pa recimo tiste predstave fontan, ne, ob Burj Khalifi in tako, ne, ki pa je dejansko za turiste prosto dostopno oziroma pač povečuje zanimivost, ne, večernih in nočnih pogledov na mesto in tako naprej. Ja, to pa je pač tam vsake večer, vsake pol ure, ja. Pa še vprašanje mogoče, glede mladih generacij, vemo, da so ti kraji, ta mesta bolj poznana tudi kot instagramovska mesta, ne, z številnimi, lahko rečemo, kraj za ustvarjanje zanimivih in lepih fotografij. Si videla slučajno kaj teh vplivnežev in ostalih, lahko rečemo, spletnih teh popotnikov, ki na tak način promovirajo oziroma širijo glas o teh krajih na medijih? Smo videli in tudi doživeli eno punco, ne vem, iz katere države je bila, ki je hodila okoli z nekimi baloni in je tudi posebej povedala, da je ona pač, da ima ta Instagram profil in nam je tudi povedala ime in v ta namen je tudi delila te nadpovprečno velike balone in seveda se je našima otrokoma takoj prikupila s temi baloni in potem je bil pač pogoj, da si to tudi delil na svojem profilu, ja. Tako da smo imeli eno tako izkušnjo, ja. Takšna je torej realnost, no, kako se razvija turizem in dejansko identiteta, no, teh krajev, s tem je tudi povezana. Na tej točki lahko rečem, da smo prišli do konca, no, druge epizode, drugega dela odkrivanja Združenih arabskih emiratov z družino. Upam, da ste izvedeli polno kaj zanimivega in tudi to, kar vam je prišlo prav pri vašem planiranju potovanja v tej kraji. Več o izkušnjah, kot sem že povedal v prvem delu, lahko preberete v Matejinem članku in njenih drugih člankih,
ki so objavljeni v večdelnem prispevku v spletni reviji Globetrotter, ali pa jih sledite na lastni platformi, ki se imenuje Aktivna družina. Tako da, Mateja, hvala iskreno za deljenje tvojih izkušenj, tvoje fotografije, ki so nas prinesle v ta kraj in ga pobliže približale. Prav tako se pa zahvaljujemo vsem vam, gledalkam, poslušalkam, ki nas spremljate. Epizoda bo objavljena na YouTube kanalu Popotniškega združenja Slovenije, prav tako pa tudi v obliki podcasta. Do naslednjič, veliko potujte, lepo bodite in bon voyage.